Krila so zato, da z njimi letimo. Tistega dne me je Jorge pričakal zgodbo. Takole pravi. Ko je sin zrasel, mu je oče rekel: Otrok moj, vsi se ne rodijo s krili. Čeprav je res, da ti ni treba leteti, bi bilo po mojem škoda, ko bi le hodil, če pa ti je dobri Bog podaril krila. Ampak saj ne znam leteti, je odvrnil sin. Res je pritrdil oče in ga odpeljal do roba gorskega prepada. Poglej, sin, to je praznina. Ko boš hotel leteti, boš prišel sem, zajel sapo, skočil v prepad, razprl krila in poletel. Sin je omahoval. Kaj pa, če padem? Čeprav boš padel, ne boš umrl, le opraskal se boš. To pa te bo samo opogumilo za naslednji poskus, mu je zatrdil oče. Sin se je vrnil v vas k prijateljem, tovarišem, s katerim je hodil vse svoje življenje. Tisti najbolj omejeni so mu rekli: Si znorel? Zakaj neki? Tvoj oče je napol nor. Zakaj pa bi moral leteti? Raje pozabi na to neumnost. Kdo pa danes še leta? Najboljši prijatelji pa so mu svetovali: Kaj pa, če je res? Ni vseeno malce nevarno. Zakaj ne poskusiš postopno? Najprej skušaj skočiti z lestve ali pa z drevesa, toda z vrha hriba. Mladenič je poslušal nasvete teh, ki so ga imeli radi. Splezal je na vrh drevesa in pogumno skočil. Razprl je krila, z njimi na vso moč mahal po zraku, a vseeno je padel na tla. Z veliko buško na čelu je odšel k očetu. Lagal si mi, ne morem leteti, poskusil sem, pa poglej, kako sem se udaril. Nisem tak kot ti, moja krila so samo za okras. Sin moj, je odvrnil oče, če hočeš leteti, moraš imeti dovolj prostora, da se krila razprejo. To je tako kot skakanje s padalom. Preden skočiš, moraš biti dovolj visoko. Kdor hoče leteti, mora tvegati. Če tega nočeš, je morda bolje, da se sprijazniš in še naprej le hodiš.